Ja, nekako po teoriji pravijo, da neka živahna, trdna demokracija ima tudi zelo živahno in trdno civilno družbo, ne. Tako da gotovo neka kvaliteta demokracije se kaže skozi civilno-družbeno dejavnost, in je dejansko pomembna priložnost za državljane, da vplivajo na same politike, odločitve, na samo delovanje tudi v obdobju, ko ni volitev, da jim da to možnost participacije. Zdaj, v nekaterih državah ima civilna družba, sploh ta tretji sektor, zelo pomembno vlogo tudi v primeru zdravstvenih, socialnih politik, izobraževalnih politik, kjer mogoče si je niti ne želimo tako velike, ker si želimo, da nam bi nekako država javno nudila te storitve, ampak vsekakor pa nam pomaga, če ne drugega, saj začasno prekoračiti nekatere težave, ne. Ker smo lahko videli, da ko pride do naravnih nesreč, ko pride do posameznikov, ki se srečujejo z nekimi izzivi, lahko v bistvu takrat civilna družba tudi pomaga, in dejansko tudi drugi vidiki nekega pozitivnega vključevanja, se pravi k sami gradnji družbenega kapitala, pa zaupanja in tudi tolerance, ne. Ker v sami civilni družbi, a ne, v društvih, če se včlanimo tja, bomo srečevali različne ljudi, se bomo navadili na mogoče različna mnenja in bili zato bolj tolerantni. Tako da si skoraj upam reči, da ne predstavljam, kakšna bi bila družba brez civilne družbe. Je pa tu pomembna najbolj tista civilna družba, ki v bistvu izhaja od spodaj, ne, rečemo včasih grassroot, se pravi, jo gradijo ljudje, ki so prepoznali, da imajo neke skupne interese in jih skušajo skupaj nasloviti. In pomembna dimenzija civilne družbe je tudi, da je verjetno organizacija, ki je najbolj prostovoljna. V tem smislu, a ne, da v državo nekako se rodiš, delati, se pravi v neko podjetje se včlaniš, ker moraš preživeti, v družino se nekako rodiš, a ne, v civilno družbo se pa sam odločiš, ali se boš pridružil ali ne, in to je njena pomembna kvaliteta, ta popolna prostovoljnost. In tam je možnost, da se pač pokazujejo tudi nekateri interesi, ki jih na volitvah ne moremo zaznati, ker vseeno ne prevlada neko večinsko mnenje.